Jaz mislim, da se v tem trenutku res Slovenija mora zamisliti, kje želi biti čez 10 let. Zaradi tega, ker lahko rečem, da nam stvari ne gredo najbolje na številnih področjih. Vemo, da nam že primanjkuje kadrov, tako v zdravstvu kot v domovih za starejše občane. Policisti nam uhajajo, tudi ko imamo razpise na drugih delovnih mestih, pravzaprav ljudi, Slovence težko dobiš. Zaradi tega se že na številnih področjih tudi zaposlujejo tujci. Mi kot nekako rešitev v državnem svetu v teh razvojnih razpravah vidimo tudi v tem, da bi državo decentralizirali, se pravi, da bi imeli ljudje dostopna delovna mesta tudi v regijah, kjer živijo. Zaradi tega je tudi to danes eden izmed panelov. Recimo potrebo po samih pokrajinah ali pa po prenosu pristojnosti na nižje ravni občutimo vsak dan na svoji koži. Več kot 140 000 se nas vozi na delo v Ljubljano. Zadnje poplave so recimo pokazale, da verjetno sklepam, da če bi bili vodotoki nekako urejeni ali pa v pristojnosti lokalnih skupnosti, bi se tudi ti infrastrukturni projekti izvajali hitreje in to so pač te zadeve, ki jih danes izpostavljamo. V tem trenutku potekajo razprave o davčni reformi. Tu vidimo, da je precej diskriminatorno pripravljen predlog, se pravi za mlade strokovnjake, ki živijo doma, bojo pogoji slabši kot za tiste, ki jih želimo privabiti iz tujine. Zato tudi nekatere interesne skupine opozarjajo, da boljše nič narediti v tem trenutku, kot pa narediti napake. Potem, kar se tiče zdravstva, so tudi v javni razpravi zakoni trenutno, ki sprožajo polemike. Kar se tiče pokojninske reforme, pa je tudi nujno nekaj narediti, sicer jaz mislim, da naše generacije, kot smo danes srednja generacija, pač enostavno ne bodo več imele pokojnin.